s griehom se borim, ko s griehom se borim, ko s griehom se borim, sile Jezusa Jezusa želim, Jezusa želim, pa svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko samljen sam, in ko samljen sam, ko samljen sam, si Jezusa želim. Sile Jezusa želim. Jezusa želim. Jezusa ko nov dan se zazrem, ko nov dan se zazrem, ko nov dan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa
ženi. Počitek. Vsi rabimo počitek. Čas dopustov je poseben čas, ko se razbremenimo, odložimo skrbi in odpočijemo. Kaj pa nam Sveto pismo govori o počitku? Na to sem slišal glas iz nebes, ki je rekel: zapiši, blagor mrtvim, ki odslej umirajo v Gospodu. Da, govori duh, odpočijejo naj se od svojih naporov, kajti njihova dela gredo z njimi. Blagor tistim, ki umirajo v Gospodu, za verne, najlepše šele prihaja. Vsi, ki so sprejeli Jezusa svojega rešenika, za njih pravi čas počitka, večnega počitka, šele prihaja. In Bog je počival 7. dan od vseh svojih del. A je Bog rabil počitek? Jaz mislim, da ne, saj je vsemogočni Bog. Vendar pa je to slika posebnega časa, blagostanja, zadovoljstva, v katerem je v določenem trenutku užival Bog nad svojim stvarstvom in je v tem primeru to pomemben počitek tudi za Boga. Na drugi strani pa pokazal, da vsak človek rabi odmor, počitek. Saj je dobro za človeka, za njegovo duhovno, telesno in mentalno zdravje. Počitek nam omogoča, da si odpočijemo od svojih del. Ves čas pa nam Sveto pismo nakazuje o večnem počitku, ko se bomo odpočili ne samo od del, ampak tudi od različnih težav, ki jih je povzročal greh v človeštvu. Kdor namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del, kakor se je Bog od svojih. Kaj je večnost za Božje ljudstvo? Nobenega prekletstva ne bo več. V njem bo prestol Boga in jagnjeta, ki mu bodo služili njegovi služabniki. Bog je za stvarstvo razglasil, da je zelo dobro. Zaradi človeškega nezaupanja v Boga pa je človeštvo dovolilo, da je prišlo zlo in prekletstvo na človeštvo in stvarstvo. Ob Božjem času bo Bog ponovno vse obnovil in postavil v prvotno stanje. In obrisa bo vse solze z njihovih oči. In smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Si lahko predstavljate, ne bo več žalosti, solza, vsaka žalost, trpljenje, psihične težave, tesnoba, strah bo odstranjen. Bolečih ločitev ob smrti ne bo več, nobenega staranja, starostnih težav ne bo več. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa rekel: glej, vse delam novo. Rekel je tudi: zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Vse bo spremenjeno. Pride dan, ko bomo videli in doživljali popolno delovanje blagoslovov, ki ga daje in ima Bog pripravljeno za svoje stvarstvo.
vsaka groza, vsako zlo, vsaka preteklost bo odstranjena. Nobeni slabi občutki razočaranja, občutki slabe vesti, vpliva greha ne bo več. Prorok Izaija pravi takole: kajti glejte, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo. Prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca. Težko je verjeti, da bo prišlo do kaj takega, ko na tem svetu gledamo toliko trpljenja. Ampak že od začetka je to bil Božji namen. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: glejte, prebivališče Boga med ljudmi. In prebival bo z njimi, in oni bodo njegovo ljudstvo, in Bog sam bo z njimi njihov Bog. Kjer prebiva Bog v svoji prisotnosti, popolnem razodetju, tam ne more biti prisotno nobeno zlo, ki bi uničevalo življenje, ki ga daje Bog. Telo rabi počitek od napornega dela. Duša rabi počitek od vsakega stresa, občutka odgovornosti, neuspehov in podobno. Naš duh pa rabi duhovno moč, obnovo. Zato izkoristimo čas dopustov na najboljši način. Ne samo, da se odpočije naše telo, duša razbremeni, izkoristimo tudi čas za duhovno obnovo, počitek, ki nam ga lahko da samo Jezus. Jezus je povedal: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Pridite k meni, jaz vam bom dal počitek. Našli boste počitek svojim dušam. Dokler smo na tej poti k večnemu počitku, izkoristimo vsak počitek, izkoristimo vsak dopust na najboljši način, da si res odpočijemo. Poskrbimo za našo dušo, telo in duha. Mogoče vzamemo ob času dopusta kakšno dobro krščansko knjigo, ki govori o zmagi, o veličini, o obljubah vsemogočnega Boga, da se duhovno hrani. Preberimo mogoče kakšne posebne odlomke v Svetem pismu ali celo določeno poglavje ali evangelij. Ne zapravimo časa dopustu samo za našo telo in našo dušo, ampak tudi za našega duha. Tedaj bomo resnično doživljali ta čas odmora, počitka, na en prav poseben obnovljen čas. In zato vam želim res blagoslovljene počitnice, dopust, da vsi skupaj prejemamo en čudoviti počitek na tej poti v samo večnost. In če še Jezus ni tvoj zveličar, povej: Jezus, pridi v moje srce. Pomagaj mi tudi, da najdem duhovno pomoč in obnovo, da zares doživim en popolni, najboljši počitek že tukaj na zemlji in seveda za večno v vsej večnosti. Prijeten čas dopusta in Božji blagoslov tudi to nedeljo.